9 krogcev, 6 pik in 4 zvezdice. To so glasovnice s petkovega tajnega glasovanja za predsednika državnega zbora. Število pa sovpada s številom poslancev v trojčku okoli NSI, Demokratov in Resnice. Ne gre za to, da razburja, ne? So stvari, ki nas morajo resno in iskreno skrbeti. Tako danes Borut Sajovic iz Svobode, stranke, ki meni, da gre za nedopusten pritisk. Ob tem pa se Sajovic poigrava celo s terminom ukradeno glasovanje. Da nad njim ni nihče vršil pritiska, tako po naši sinočnji oddaji 24 ur zvečer, poslanec NSI Janez Žakelj pa je sam označil svojo glasovnico. Ne bi želel špekulirati o označbah, seveda sem označil, ker sem Stevanoviča, krogec, da sem Stevanoviča izvolil. Dogovora so se držali tudi v SD, njihovi poslanci glasovnic niso prevzeli. Ustavni pravnik Ciril Ribičič trdi, takšno ravnanje je očitno in že na prvi pogled protiustavno. Protiustavno je zaradi tega, ker govori ustava o tajnem glasovanju. Protiustavno je zaradi tega, ker ustava izrecno pravi, da ni mogoče dati zapovednih navodil poslancem. In protiustavno tudi zaradi tega, ker bi poslanci morali biti ne vojaki političnih strank, ampak predstavniki ljudstva. Ne gre pa za kaznivo dejanje, dodaja. Ob tem pa se odpira vprašanje, ali oziroma pod katerimi pogoji bi bilo glasovanje mogoče izpodbijati. Če bi jaz to odločil, ko sem bil ustavni sodnik in bi to dobil na svojo mizo, bi povedal, da to ni v redu, bi povedal, kako je to treba drugače urediti, nisem pa prepričan, da bi razveljavil glasovanje.